Ja, tehnologija je v zadnjem recimo desetletju naredila kvantne skoke naprej. Lahko pomaga, lahko celo rešuje v določenih situacijah. Lahko zmanjša tisto, kar sem prej rekel, nekatere stvari, ki grejo lahko, ne bom rekel same od sebe narobe, ampak v prometu se zgodijo nesreče. To so nesreče. Če se pa ti usedeš pijan za volan, potem to ni bila nesreča, saj zame ne. Zame je to bil naklep. No, znajce v svetu, v katerem, kot ste rekli, ne, tudi zdravniki svetujejo, da je dobro spiti kdaj, recimo kozarca rdečega vina ob hrani, je seveda tako kot tudi pri drugih stvarih, kjer je treba pač najti mero, uravnoteženost. Z alkoholom ni nič narobe. Alkohol je lahko kultura pitja, recimo to, kar bi v Sloveniji tako radi prezentirano zven, da smo vinorodna dežela, kjer je pitje alkohola nekaj, kar je pač sodil naš kulturni presek. Ne. Ampak ločiti med tem, da piješ in se usedeš za volan, je pa popolnoma nekaj drugega. Tako recimo, kot lahko vidite, mislim, da Hamiltona v enem spotu, ki reče, da ima nično toleranco do tistih, ki se usedejo alkoholizirani za volan. Jaz jo imam tudi. Nikoli v življenju nisem se usedel za volan pijan ali sploh, da bi spil malo alkohola. Ne. In tudi nikoli ne bom. Zato, ker je to pač, to tako je. To, kot rečeno, ne razumem, kako to sploh gre, zakaj kdo to naredi.